Moje ime je Eva Turk. Danes bom povedala nekaj o vrednotenju zdravstvenih tehnologij oziroma o HTA, kot temu rečemo, ponavadi tisti, ki se s tem področjem ukvarjamo, izhaja iz imena Health Technology Assessment. Pa se mi zdi, da mogoče je to področje, ki je v kakovosti najmanj znano na nek način. Pa bi mogoče rada samo malo videla, da vidim, kaj si vi predstavljate pod zdravstvene tehnologije, če mi kdo lahko kaj reče. So to digitalne tehnologije? Ja? So to zdravila? Ja? So to medicinski pripomočki? Ja? So to nove diagnostične metode? Novi procesi v zdravstvu? V bistvu je vse od naštetega. Se pravi, definicija zdravstvene tehnologije v kontekstu HTA je široka in zajema poleg zdravil tudi cepiva, biološka zdravila, krvne derivate, medicinsko opremo, pripomočke, digitalno zdravje in podobno. Ampak pomembno je tukaj izpostaviti, da v bistvu so to tako tudi medicinski postopki, ki so lahko preventivni, diagnostični, terapevtski in rehabilitacijski. Tako da v tem kontekstu so zdravstvene tehnologije vse, s čimer se ukvarjamo. In seveda je to zelo pomembno, ker so dejavniki, ki dejansko krepijo trg za zdravstvene tehnologije. Ne bom naštela vseh, saj vidite, da so tukaj napisani in vsi jih dobro na nek način že poznamo. Gre se v bistvu za naraščanje kroničnih bolezni, gre se za staranje prebivalstva, gre se za načine plačila storitev, finančne spodbude, napredki, ki jih danes vidimo praktično vsak dan v zdravstvu in v teh tehnologijah. Se mi pa zdi, da moram tudi jaz začeti na začetku in v bistvu definirati, kaj je to vrednotenje zdravstvenih tehnologij. Od leta 2020 imamo novo definicijo, ki pravi, da je vrednotenje zdravstvenih tehnologij multidisciplinarni znanstvenimi dokazi podprt proces, s katerim se določi vrednost zdravstvene tehnologije v različnih fazah njenega življenjskega cikla. Namen je zagotoviti informacije za sprejemanje odločitev in tako spodbujati pravičen, učinkovit in kakovosten sistem. Ja? Malo samo, da se to usede, ker je kar polna definicija. Ampak gre se za to, da praktično tudi, kot je profesor Gršakova že povedala, dejansko temeljimo na dokazih. Ja? In vprašanja, ki se nam porajajo, tu je samo nekaj naštetih, ali je novo zdravilo bolj učinkovito pri zdravljenju neke določene bolezni kot trenutno, recimo. Ali so pričakovani stroški in zdravstvene koristi zadostno stroškovno učinkoviti v primerjavi z drugimi načini zdravljenja. Kako primerjati novo zdravilo z obstoječim upoštevanju bolnikov, bolezni in izidov za bolnika? Ali bo uporaba nekega novega medicinskega pripomočka imela za posledico boljšo diagnozo ali zdravljenje? No, tudi meni ne gre zdaj več naprej. Je šlo preveč. Ja. In zakaj potrebujemo v bistvu sistem za uvajanje novih tehnologij? Zdaj v Sloveniji za zdravila je to področje spada pod Zavod za zdravstveno zavarovanje in Komisijo za razvrščanje zdravil na liste. Za nove postopke, cepiva in programe ima to odgovornost trenutno zdravstveni svet. Ampak vseeno mi smo dobili tudi v bistvu nalogo sedaj strani Evropske komisije, da moramo to področje institucionalizirati. Imamo dva problema, če pogledamo družbeni problem in problem varnosti bolnika. Se pravi, pri družbenem problemu se gre za to, da moramo izboljšati porabo virov, da moramo izboljšati na nek način načrtovanje infrastrukture in pa imeti boljšo distribucijo visoko specializiranih storitev.
Po drugi strani pa se gre za to, da če enostavno tehnologijo ne pridejo na prav način v zdravstveni sistem, lahko pride do zapoznelega zdravljenja, ali če pridejo prehitro, da mogoče delujemo z tehnologijami, ki niso učinkovite in so potencialno nevarne. Se pravi, kdo uporablja zdravstvene tehnologije oziroma vrednotenje zdravstvenih tehnologij? Praktično vsi deležniki bi naj uporabljali vrednotenje zdravstvenih tehnologij. Gre se za oblikovalce zdravstvenih politik, kot so na primer Ministrstva za zdravje, plačniki, zdravstvene zavarovalnice, izvajalci zdravstvene dejavnosti v bolnišnicah, ko se gre za sprejemanje nekih novih programov, zdravniki in bolniki, prav tako industrija, farmacevtska podjetja in pa razvijalci medicinskih pripomočkov in pa na koncu koncev tudi mi raziskovalci in na nek način akademiki, ki poskušamo peljati ta področje naprej. V Evropi smo dobili leta 2021 Evropsko uredbo za vrednotenje zdravstvenih tehnologij, ki je stopila v veljavo z 12. januarjem letošnjega leta. Cilj te uredbe je doseči visoko raven varovanja zdravja pacientov ob hkratnem zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga za zdravila, medicinske pripomočke in in vitro diagnostične in medicinske pripomočke. In ta uredba vzpostavlja na nek način okvir, v katerem bodo države članice delovale, da bomo imeli primerne ukrepe za skupna klinična vrednotenja zdravstvenih tehnologij. Se pravi, od tega meseca naprej začenjamo v Evropski uniji vse države članice skupna klinična vrednotenja in Slovenija se je v ta proces tudi morala vključiti. Preden grem na to, samo da vam povem nekaj o domenah vrednotenja zdravstvenih tehnologij, ki se delijo na klinična področja in neklinična področja. Ko govorimo v kontekstu uredbe za vrednotenja zdravstvenih tehnologij, govorimo o tem, da bodo države članice delala skupna klinična vrednotenja, se pravi pregledale zdravstvene težave in tehnologije, ki so trenutno v uporabi, opisale trenutno zdravstveno tehnologijo, naredili primerjalno klinično učinkovitost in primerjalno varnost. Neklinični del bo ostal na ravni države članice. To pa so ekonomska vrednotenja, etični vidiki, organizacijski vidiki, družbeni vidiki in pravni vidiki. Se pravi, mi moramo v Sloveniji tudi to področje v bistvu nekliničnega dela peljati naprej. V letošnjem letu bodo se ta klinična vrednotenja začela z onkološkimi zdravili, potem se nadaljuje z medicinskimi pripomočki in v bistvu po letu 2030 je predvideno, da bo vse nove zdravstvene tehnologije delovali na podlagi skupnih kliničnih ocen. In samo da vidimo malo, kje smo tudi, če smo vse skupaj gledali skozi nek zgodovinski razvoj, kje smo v Sloveniji. V Sloveniji smo se praktično že leta 2008 vključili v prvi projekt Evropske mreže za HTA, UNETA, ki se je potem nadaljevala v 3 skupne akcije in je potekala od leta 2010 do 2022. Slovenija je sodelovala na deklarativni ravni. Sodeloval je Nacionalni inštitut za javno zdravje, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke in pa tudi Ministrstvo za zdravje. Vendar v bistvu v vseh teh letih nismo uspeli na nek način tega področja sistemsko umestiti v ta naš zdravstveni sistem. Potem smo lani, glede na to, da smo resnično zdaj primorani tudi z ene strani za to uredbo, naredili delovno skupino, kjer smo v bistvu skupaj potem ugotovili, da bomo ustanovili na ministrstvu sektor za vrednotenje zdravstvenih tehnologij. V prejšnjem letu, proti koncu prejšnjega leta se je zgodilo veliko. Dobili smo tudi
tehnični podporni mehanizem za vzpostavljanje vrednotenja zdravstvenih tehnologij in pa grajenje kapacitet v Sloveniji. Prvi sestanek, kick-off meeting, imamo v ponedeljek. Prav tako organiziramo v torek in v sredo, v bistvu naslednji teden, mednarodne delavnice na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij, kjer bomo gledali, na kak način lahko to vpeljemo v zdravstveni sistem, po eni strani uredbo, po drugi strani bomo gledali, kako je vrednotenje zdravstvenih tehnologij v bolnišnicah, ja, in mini HTA se temu ponavadi rečejo, da dejansko že bolnišnice, preden gre to naprej na kakršnokoli ocenjevanje, da že znotraj bolnišnic naredite določeno manjše vrednotenje. Poleg tega smo dobili projekt skupaj z agencijami za vrednotenje zdravstvenih tehnologij v Evropi, projekt Hug Insight, kjer bomo gradili kapacitete in pa sprejeli so nas v Heads of Agencies, kjer smo postali zaenkrat opazovalec, verjetno pa v naslednjem letu poln član vseh agencij evropskih za vrednotenje zdravstvenih tehnologij. Tukaj samo, da predstavim, to je iz zadnjih 3 mesecev praktično pomembni koraki, ki so se zgodili na tem področju. Zdaj, tega verjetno v sklopu zakona ne rabim ponavljati, ker je dr. Rems izpostavil že naloge, ki se bodo dogajale v agenciji. Kar bi rada izpostavila, je v bistvu na nek način načrt, ki smo si ga zadali pri nas v sektorju, da vidimo od danes naprej praktično letos in naslednje leto, na kak način lahko peljemo področje naprej. Tako da se bo začelo zdaj v bistvu learning by doing, kjer bomo sodelovali v evropskih kliničnih vrednotenjih, sodelovali pri neformalni evropski mreži za HTA, kjer bomo izpostavili tudi digitalno zdravje in na tem bomo tudi, mi imamo zdaj izredno priložnost, da lahko v Sloveniji, ko postavljamo sistem na noge, da ga sicer se učimo od drugih tudi, ampak ga postavljamo na noge v smislu prihodnosti. Se pravi, vključujemo digitalno zdravje, vključujemo umetno inteligenco, ko bomo pripravljali vse te smernice. Omenila sem projekt tehničnega podpornega mehanizma in pa seveda sodelujemo z vsemi pomembnimi nacionalnimi deležniki. No, potem pa tudi vidite, mogoče to je malo bolj za naprej, pa se bomo verjetno še na kakih srečanjih pogovarjali o prihodnosti. Tako da to je v bistvu z moje strani. Najlepša hvala za pozornost. Mi v bistvu sodelujemo, oni so bili tudi del delovne skupine in zdaj, ko bomo pripravljali in podzakonski akt in pravilnike in metodološke smernice, bomo sodelovali skupaj v tem, da vidimo, na kak način, ker oni so regulativni organ, oni so v bistvu preden zdravilo pride na trg. HTA se pa dogaja potem, ko je v bistvu dobi zdravilo oziroma tehnologija dovoljenje za trg in potem HTA v bistvu da priporočilo, ali naj bo ta tehnologija reimbursirana ali ne. Odločitev pa potem sprejme zavarovalnica.